Hej, kako ste? Upam, da ste dobro. Evo, danes se vam javljam, ker bi rada z vami spregovorila in sicer o strahu. Zadnje čase namreč zaradi te nastale situacije, vojne med Ukrajino in Rusijo, opažam med ljudmi velik strah. Strah, da bodo ostali brez hrane, strah, da bodo ostali brez goriva, ne vem, in ves ta strah ljudi sili v paniko. V paniko, v množično nakupovanje, ki sem ga priča v trgovini, in to res nakupi za 200 evrov. Tako da vidim, imam to priložnost in sem hvaležna za to, da lahko vidim, kaj v resnici strah dela z nami. Sili nas, da delamo stvari nerazumne, brez razuma, brez logike. Delamo nonsens, no? Ne vem, kako se reče to po slovensko, nonsens. Neumnosti. Ne take neumnosti, ampak okej. Torej, strah se skriva za vsemi našimi omejujočimi prepričanji, kot so strah, da boste ostali sami, strah, da boste nekoga izgubili, strah, da ne bo za vse dovolj, da ne bo za vse dovolj hrane, da ne bo za vse dovolj goriva. In kam nas pelje ta strah? Pelje nas iz tega trenutka, tukaj, zdaj, v prihodnost, v jutri, v mesec dni naprej, ne vem, v eno leto naprej. Pri svojih otrocih gremo starši včasih v tem strahu 20 let naprej. Kaj bo, ko bo velik, pa kak se ne bo znašel, pa... In smo v tem strahu in pozabimo in iz tega strahu kot starši začnemo iztirjati. Recimo, nas je strah, ko smo na sprehodu, da bo otrok zletel na cesto, da ga bo povozil avto, in v tem strahu začnemo iztirjati, kričati, pazi, da ne boš padel, bla, bla, bla. To je vse strah. To je vse strah. To se ni zgodilo. In ne vemo, če se bo. Lahko da se bo, lahko da se ne bo. Nikoli ne vemo, kaj se bo zgodilo naslednjo sekundo. Zato je toliko pomembno, da ta strah ozavestimo sebi. In smo v miru. In smo tukaj in zdaj. Vzemimo primer, kaj če se jutri res zgodi in bo jutri, ne vem, konec sveta. Lahko mi kaj glede tega naredimo? Glede tega konec sveta jutri? Ne moremo, ker je preveliko. Lahko pa naredimo nekaj zdaj. In smo tukaj, v tem trenutku, v miru in v ljubezni, z vsemi našimi ljubimi in dragimi, uživamo z njimi in smo hvaležni za vse, kar imamo in za vsakogar, ki ga imamo. In življenje bo lepše. Nikoli se ne ve, kaj bo jutri, kaj bo naslednji trenutek. Zato je brez veze ta strah. Okej, ni ves strah brez veze. Nek strah je dober, ampak ta strah, ki je dober, ne traja cel dan, 2-3 dni ali pa še več. To je tisti strah, ki recimo, ker nas je strah, da se bomo opekli, ne gremo z roko preblizu k ognju. Ta strah je dober, ampak ostali strah, ki pa nas hromi, ki nas sili, da delamo stvari in govorimo reči, ki jih ne želimo, pa ni dober. Zato ozavestite ta strah in pojdite sebe, pojdite v mir in v ljubezen. In živite zdaj, tukaj, ta trenutek. In bodite hvaležni za vse, kar imate. In verjemite, vsega bo za vse dovolj. Pa
tudi če en čas ne bo, naši starši, stari starši so že tudi bili v takih situacijah in gledajte, preživeli so. Vedno se najde rešitev, vedno se nekako vse na koncu reši. Tako da, prosim, pojdite vase danes in poglejte, vprašajte se, česa vas je strah. Kaj je tisti vaš najgloblji strah? Ga ozavestite, zapišite na list papirja in ga začnite spreminjati, začnite pisati afirmacije v pozitivni smeri. Recimo, strah me, da ne bo za vse dovolj, napišite afirmacijo, vsega je za vse dovolj. Za vse je dovolj. Strah me je, da bom ostala sama. Ne bom ostala sama. Ljubljena sem. Vredna sem ljubezni, vredna sem dobrih prijateljev, vredna sem dobrih odnosov. Začnite ozaveščati, začnite spreminjati in bodite tukaj in zdaj, bodite v miru in v ljubezni. Tako da to je to za danes. Lepo se imejte in se vidimo v kakem drugem videu. Čau, čau!